Piše se leto 1827 in v nemškem velemestu Köln prvič izide knjiga, ki bo postavila teoretske temelje nadaljnjemu razvoju elektrotehnike. Galvanski krog, matematično obdelan, katere avtor je eden izmed najbolj prepoznavnih fizikov v zgodovini, Georg Simon Ohm. Pri le 37 letih je profesor Ohm odkrival delovanje električnega upora s pomočjo preprostih električnih vezij in tako utemeljil zasnove moderne elektrike, ki se bo in se še razvija skoraj 165 let po njegovi smrti. V svojem delu Ohm uravnava eno izmed njegovih najpomembnejših raziskav, ki pravi, da je električni tok skozi prevodnik sorazmeren z napetostjo. To razmerje je razložil z uvedbo nove konstante, upor. Njegovo enačbo za razmerje pa od takrat pojmujemo kot Ohmov zakon. S črko U je označena napetost, izražena v voltih. R je upor, katerega enota je ohm, in I je tok, ki ga merimo v amperih. Ohmov zakon trdi, da je upor konstanta v enačbi in je neodvisna od električnega toka. Upor predmeta je odvisen predvsem od materiala, iz katerega je narejen. Predmeti narejeni iz snovi, ki so električni izolatorji, kot na primer les, plutovina in guma, imajo visoko stopnjo upornosti. Po drugi strani pa imajo objekti narejeni iz bakra in železa, torej snovi, ki zelo dobro prevajajo električni tok, zelo nizko upornost. Seveda ni upornost predmeta odvisna samo od njegovega materiala. Nanj vpliva tudi velikost predmeta, kot sta na primer debelina in dolžina bakrene žice, vendar je prevodnost še vedno glavni faktor, ki ga upoštevamo pri določanju upornosti. Kar je morda zanimivo, je to, da je skoraj 50 let pred odkritjem Ohmovega zakona Ewald Georg von Kleist, še en nemški fizik, v letu 1745 odkril možnost trajnega hranjenja električnega naboja. To je seveda bila novost, saj je razvoj elektrotehnike do takrat omogočal le nastanek naboja preko iskrice na elektrostatičnem stroju, vendar znanstveniki niso poznali načina, kako bi naboj ohranjali. Von Kleist je torej prišel do tako, da je s preprosto žico povezal visokonapetostni generator in steklenico polno vode. Von Kleist je kozarec držal v roki. Človeško telo pa je zelo dober električni prevodnik, zato je znanstvenik doživel skoraj smrten električni šok, ko se je z drugo roko pomotoma dotaknil železnega žeblja, ki je bil zabit skozi plotovino na vrhu stekleničke. Von Kleist takrat še ni popolnoma dojel pomembnosti njegovega odkritja, ki je povzročilo razvoj modernega kondenzatorja, brez katerega dan danes ne bi imeli radija, digitalne kamere, televizorjev in podobnega. V osnovi je ideja kondenzatorja precej preprosta. Njegov namen je hranjenje električne energije znotraj električnega polja, ki nastane med električnima ploščama s nasprotnimi naboji. Kapacitivnost, torej razmerje slik med električnim nabojem sistema in napetostjo, določamo na podlagi enačbe C je E ulomljeno z U, kjer je E električni naboj, njegova enota je kulumb, U je napetost znotraj kondenzatorja in ima enoto volt, in C je kapacitivnost kondenzatorja izražena z enoto farad, imenovan po Michael Faradayju. Ko torej na kondenzator priključimo napetost, torej nek vir elektrike, le ta sprejme naboj. Naboj ostane v kondenzatorju in se ohranja znotraj električnega polja tudi, če odstranimo vir napetosti. Spraznimo ga lahko, če na njega priključimo porabnik, na primer žarnico ali upor. V tem smislu je kondenzator zelo podoben bateriji. Od baterije pa se predvsem razlikuje po tem, v kakšni obliki se energija ohranja. Baterija namreč hrani svojo potencialno energijo v obliki kemične energije, medtem ko kondenzator uporablja svoje elektrostatično polje za ohranjanje električne energije. Energijo električnega polja v kondenzatorju, katerega enota so džuli, lahko izračunamo na podlagi enačbe C krat U na kvadrat ulomljeno z 2. Prav tako je potrebno omeniti, da v električnem polju kondenzatorja ni shranjene prav veliko energije. Toda če jo sprostimo v zelo kratkem času, dobimo kratkotrajno, vendar zelo veliko električno moč, ki zadostuje na primer za fotografski blisk oziroma flash na fotoaparatu. Kondenzatorji so povsod okoli nas. Obstaja velika možnost, da aparat, na katerem gledate ta video, vsebuje kondenzator. Poznamo različne kondenzatorje z različnimi lastnostmi in različno uporabo. Lahko jih uporabljamo za shranjevanje energije.
Kondenzator shranjuje energijo, četudi je izklopljen iz polnilnega tokokroga, zato ga lahko uporabimo kot začasno baterijo. Ponavadi se uporabljajo v elektronskih napravah za vzdrževanje napajanja med menjavanjem baterij. Poznamo pa tudi posebne kondenzatorje, tako imenovane superkondenzatorje, ki so zelo podobni baterijam, vendar se veliko hitreje polnijo in praznijo, ampak so za določeno polnjenje 10-krat večji od običajnih baterij. Kondenzatorji se nahajajo v avtomobilih za ojačevalnike zvoka ter nam omogočajo bliskavico. Prvi računalniki so uporabljali kondenzatorje za digitalni spomin. Uporabljamo jih lahko tudi za impulzno moč in orožje. Skupine velikih, posebej izdelanih visokonapetostnih kondenzatorjev se uporabljajo za napajanje ogromnih impulzov toka za številne aplikacije impulzne moči. Sem spadajo elektromagnetno tvorjenje, Marksovi generatorji, impulzni laserji, mreže za tvorbo impulzov, radar in pospeševalci delcev. Uporablja se tudi za vžig eksplozivnega mostu, v jedrskem orožju ali drugem posebnem orožju. Poteka pa eksperimentalno delo z uporabo kondenzatorjev kot virov energije za elektromagnetni oklep ter elektromagnetne tirnice in tuljave. Nekateri kondenzatorji se uporabljajo v napajalnikih, kjer gladijo donos usmernika. Uporabljajo se lahko tudi v tokokrogih črpalk za naboj kot hladilnik energije pri ustvarjanju višjih napetosti odhodne napetosti. Audio oprema uporablja več kondenzatorjev, da prepreči hrup daljnovoda, preden pride signal v vezje. To se veliko uporablja v avtomobilskih audio aplikacijah. Lahko jih uporabimo tudi za popravek faktorja moči. Visokonapetostni kondenzatorji se uporabljajo za korekcijo faktorja moči v sistemu za prenos energije. Zato ponavadi skupaj poveže kar 3 kondenzatorje. Ponavadi vrednosti teh kondenzatorjev niso podane v faradih, ampak v voltamperjih. Namen je preprečiti obremenitev naprav, kot so električni motorji in daljnovodi. Ponavadi imajo posamezni motorji in sijalke svoje kondenzatorje, lahko pa je večji set kondenzatorjev nastaja na posebni postaji. Ker kondenzatorji prenašajo izmenične signale in zatirajo enosmerne, jih pogosto uporabljamo za ločevanje izmeničnih ter enosmernih komponent signala. Tu je uporabljena velika kapacitivnost, katere vrednost ni treba natančno nadzorovati. Kondenzator ločevanja je kondenzator, ki se uporablja za zaščito enega dela vezja pred vplivom drugega, na primer za zatiranje hrupa ali prehodnih snovi. Hrup, ki ga povzročajo drugi elementi vezja, se preusmeri skozi kondenzator, kjer se zmanjša učinek, ki ga imajo na preostali del vezja. Najpogosteje se uporablja med napajalnikom in zemljo. Kondenzatorji za ločevanje niso vedno ločeni sestavni deli, lahko so vgrajeni v tiskano vezje med različne plasti. Pomembni so tudi za obdelavo signalov. Energija, shranjena v kondenzatorju, se lahko uporablja za predstavljanje informacij. Ta vezja uporabljajo kondenzatorje tudi za vključitev trenutnega signala. Pri uglašenih vezjih se kondenzatorji in induktorji uporabijo skupaj za zbiranje informacij v določenih frekvenčnih pasovih. Na primer, radijski sprejemniki za nastavitev frekvence postaje. Kondenzatorji z izpostavljenim in poroznim dielektrikom se lahko uporabljajo za merjenje vlažnosti v zraku. Kondenzatorji se lahko tudi uporabljajo za natančno merjenje ravni goriva v letalih. Ko gorivo pokriva več parov plošč, se povečuje kapaciteta vezja. Stiskanje dielektrika kondenzatorja lahko uporabimo kot tlačni senzor. Kadar je dielektrik kondenzatorja potopljen v kompatibilen plin ali tekočino, ga lahko uporabimo kot poceni merilec tlaka. Če ima kondenzator fleksibilno ploščo, se lahko uporablja za merjenje napetosti ali tlaka. Tudi nekateri merilniki pospeška uporabljajo kondenzatorje za merjenje velikosti in smeri pospeška. Lahko se uporabljajo kot senzorji, ki sprožijo zračno blazino, lahko pa tudi kot senzorji prstnih odtisov. Kondenzatorje najdemo v naprah na tač, ki pa jih je dandanes vedno več. Poznamo telefone, tablice, računalnike, bankomate, informativne table, štedilnike, tehtnice in še veliko več.